Spoštovani in spoštovane, dobrodošli v novi epizodi podcasta Supermoč. Danes je z mano človek, ki ga je težko spraviti v eno kategorijo. Boštjan Špetič je eden tistih ljudi, ki so zelo zgodaj razumeli, da Slovenija ni nujno rob sveta. S podjetjem Zemanta je iz Ljubljane stopil v globalno tehnološko igro, v svet oglaševalske tehnologije, podatkov, pozornosti, kapitala in tveganja. Podjetje je kasneje prevzel Outbrain. Boštjan Špetič pa ni ostal samo pri zgodbi uspešnega founderja z exitom, postal je mentor, investitor, nekdo, ki od blizu opazuje, kako nastajajo podjetja, kako nastajajo ambicije, pa tudi kako se včasih zlomijo. No, zdaj pa je naredil še en zelo zanimiv premik. Vstopil je v založništvo, v svet knjig, počasnosti, kulture, spomina, morda celo romantike. Kako se počuti v tej novi panogi? Kako hiter svet postaja mogoče zanj počasnejši ali pač? Boštjan Špetič, občutim izjemen privilegij, da si rekel ja in da boš moj gost v novi epizodi podcasta Supermoč. Dobrodošel. Hvala. Spremljam te že skoraj 20 let. 19 let imam že isto službo. 19 let, vidiš, nisem prav veliko zgrešila. Vedno si se mi zdel kot en tak, kako ne rečem, nek zanimiv fenomen. Mogoče celo kot neka Fata Morgana. Vi bo še naroden ratelj. A veš, zakaj je Fata Morgana? Zato, ker vidimo, obstaja, ampak si bil vedno nedosegljiv. Zdelo se je tako. Meni se pa zdi, da smo z kolegom Andražem, s katerim smo začeli Zemanto, da smo prav načrtno probali biti čim bolj prisotna v javnosti, čim več komunicirati. Ravno z namenom, da se v bistvu ta zaprtost malo razrahlja, pa da ljudje imajo neke zgodbe, na katere se lahko referencirajo, lahko nek vir inspiracije na koncu dneva. No? Tisti, ki so pozabili, kaj Zemanta je in je bila, a lahko tako v enem stavku poveš, zakaj je preizkušala te robove naše družbe, naše miselnosti ali pa mogoče nekih naših stereotipov, kaj se da in kaj se ne more? Zakaj je psihološko vprašanje, ampak midva z Andražem sva bila absolventa leta 2006. Spravi, to je bilo še pred krizo, vse je bilo mogoče. Mi smo ravno vstopili v evroobmočje in tako naprej, tako ta v bistvu internacionalizacija slovenske je bila na vrhuncu. Ne? Mi smo spremljali, kaj se dogaja z startupi v svetu. Leta 2006 je ravno Twitter nastal, ravno je Facebook zrastel. Tako, v bistvu na celem svetu je bil tak občutek, da se marsikaj da narediti v digitalu, v računalništvu. In ja, sva se odločila, da bomo probali po faksu delati nekaj podjetniškega. Zdaj, je bilo vprašanje, zakaj? Zakaj je Zemanta? S čim je Zemanta dokazala, da se lahko stopi na rob ali celo čez? Mi da smo že pred to odločitvijo sva delala zanimive stvari, neobičajne stvari. Ne? Med faksom sva oba delala resničnost na RTV-ju. Novinarstvo je vrhunska izkušnja, zato da se kaj vse se da sproducirati. Delala sva Kiberpipo, ki je bil zelo znan hekle postal v Ljubljani. Takrat smo si rekli, drugi najboljši tehnološki center v Evropi. To je marketing stunt, ampak ja. Delala sva, takrat v Kiberpipi je začel nastajati računalniški muzej, ki ga zdaj še vedno vodimo. Tako, že takrat je bila nek tak, te študentske leta smo izkoristili za to, da smo čim več dali od sebe, ne? Tako da je bil en tak drive. In ta mednaroden podjetniški korak ni bil toliko nenaraven. Je pa res, da ko sva se znašla v tem VC svetu v Londonu, je bil en trenutek, ko sva ugotovila, da gremo zdaj do konca. Tukaj sva, stara sva 25, najslabše, kar se lahko zgodi, je to, da se mora preseliti nazaj dan. Ok, I can live with it. Cool, gremo zdaj do konca. In nekaj taka sproščenost se zgodi, s katero lahko v bistvu ful energije črpaš.
Mladost vsekakor prinaša veliko radovednost, naprednost, da ne rečemo, ne? Kot rečemo tudi radi pogosto, out of box razmišljanje, ampak jaz se spomnim leta 2006-2007, takrat smo na nek način celo osvajali nove besede in besedne zveze, ki jih nismo čisto najbolj razumeli, kaj pomeni recimo pospeševalnik, startup, ne? Exit, venture capital in tako naprej. Kako sta videla, kaj se je zgodilo prej, ta foreplay me zanima, da sta bila tako že napredna, da sta razumela stvari, ki so se v svetu začele kar globoko odvijati? Mi smo, zaradi Kiberpipe pa zaradi RTV-ja so, po mojem, zdaj za nazaj gledam, živelo v nekem informacijskem mehurčku. Vsi mediji, ki so jih spremljali, niso bili ni bil to CNN, to je bil TechCrunch, ki je nastal 2006-2005. Tako v enem mehurčku smo bili mentalno v bistvu v istem Kalifornija. In to se dostikrat zgodi, se mi zdi, v Sloveniji. Tudi punk revolucija je bila pri nas sočasna z Londonom. Zanimivo, ja. Tako v Sloveniji vedno najdeš ljudi, ki so v svetovni špici in z njo delajo. Navkljub lokalnemu okolju. V bistvu ne povezano z lokalnim okoljem. In taki karakteri se mi zdi zelo zanimivi. Pipistrel je tudi tak karakter. Tako. To je bil po moj razlog. Hkrati smo pa v Kiberpipi smo imeli eno tako skupnost podobno sproščenih ljudi, dajmo reči, radovednih. Z enim od njih smo takrat že par let delali večere inovativnih in podjetnih. In to je bilo kar impresivno, ker smo deklarativno ugotovili, da podjetništvo je slaba beseda zaradi tajkunizacije, ampak da to ni prav, da to je slabo, in da je treba nekaj narediti. In potem smo organizirali večere, ki so bili v bistvu fireside chat z vrhunskimi podjetniki. Tudi Janković je bil enkrat tam, ko je bil še na Mercatorju. V kleti na Kersnikovi 6 smo imeli Jankovića na odru, pa 100 ljudi. V oni mali kleti. To je vse posneto, vse na voljo. Tam se je tudi kataliziral ta isti ambiciozen duh. Zanimivo. Ampak leta tečejo, pa me zanima v vsem tem času, katera iskrica startupovske scene, naboja se je mogoče malce razblinila ali pa še bolj podžgala? Kaj bi lahko rekel? Mislim, takrat je bilo vse novo. Danes, zdaj 20 let kasneje, so ene stvari znane. Za startupe zdaj obstaja playbook, obstaja nekaj metodologij, ki jih vsi poznajo in se jih probajo držati, kar posledično pomeni, da je startupov bistveno več, kar je dobro, toliko več ljudi proba, tudi probajo večkrat, v naših časih. Midva nisva imela playbooka. Ko sva midva začela, Lean še ni obstajal. Čez 2 leti je nismo vedeli, kaj pomeni Lean. Ni bilo še knjige. Erik Ries še ni napisal te knjige. Še ni napisal. Počutim se pač res v nekih drugih časov. Tako da mi smo delali, smo živeli to, mi smo bili iz ta istih izkušenj, ki smo jih mi imeli, se je v Kaliforniji potem nastala ta teorija. Tako da to, kar je zdaj, je bistveno bolj je ena oblika pospeševanja ekosistema. Kdorkoli se lahko loti, pa ne dela očitnih napak, ker smo jih mi delali pač sami. Posledično je nekaj manj te romantike, čeprav v resnici je tudi. Vsak podjetništvo je toliko zahtevna izkušnja, da v resnici vsak, ki se jo loti, če se jo lotiš preračunljivo, ne bo šlo. Ker rabiš en ta iracionalen potisk zraven. Rabiš strast, rabiš norost ene sorte. In velik del tega, komu bo uspel in komu ne, je, a ga vidiš, da ne more, da razmišlja o tem potušati, da ne more spati. Če je obseden, potem ima šanso. Ampak zdi se mi, da v tem trenutku ni takih obsedencev. So kakšni izjemni modeli, pri katerih začutiš ta naboj, ampak
z vsem dolžnim spoštovanjem, Andraž, ki ga omenjaš, Andraž Torija, a je del ekipe ali ne, ampak v vsakem primeru taki fantje so se v nekem trenutku pred leti združili tudi v tako imenovani, so ustanovili tehnološki forum, ki naj bi z nekimi vsebinskimi premiki ustvarjali boljšo kondicijo startupovskega ekosistema v Sloveniji, ki ima svoje izzive še dan danes, predvsem pod težo teh, rekla, slovenskih nacionalnih birokratskih zadreg in rigidnosti, ampak tehnološki forum ni doživel kot neka entiteta preboja, o katerem bi veliko govorili. Okay. Ali je demantiraj? Ja. Ne, super provokacija. Tehnološki forum je zdaj star 3 leta. Naredila sva ga skupaj še z 2 kolegi 3 leta nazaj. Dajva jih omeniti, sem pozabila že. Ustanovni člani so bili še Andraž Logar, FS, pa Rok Zorko, bivši Outfit 7. Mi smo takrat, kot prav si povedala, hoteli smo narediti gospodarsko interesno združenje, ki bo pozitivno vplivalo na razvoj politike. Tako. Dolgoročno. Mi smo se namenoma odločili, da nas ne zanimajo dnevne bitke, ki je te mehanizmi senzacionalistični, ampak nas zanima, kaj se da narediti strukturno, tako da bomo čez 15 let imeli družbo, iz katere se naši otroci nove hoteli seliti. Tako je. To je bil cilj. The name of the game, tako. Kar pomeni, da je primarna dejavnost foruma je manj javna, bolj namenjena izobraževanju odločevalcev, birokratskih struktur, delanju z njimi na strokovnih vprašanjih. To je strokovni politični boj. Tako da ni bilo razcveta, ne ve. Članov je več, kot jih je bilo, člani so vedno bolj povezani, vedno bolj nam je jasno, kaj delamo. Hkrati pa to tudi startup. Veš, smo naredili svoje napake v prvih parih letih. Vsak startup rabi 3 leta, da sploh ugotovi, kako delo. Da se utiri. Tako, in meni to ni nič presenetljivo. Jaz se pa strinjam. Bi si tudi jaz želel, da bi bilo to bolj odmevno, ampak kaj ne rečem, pri nas je zelo velika konkurenca za pozornost na gospodarskem področju. Pa se ti zdi, da se politika že nekoliko bolj odpira, da že razume, kaj je vaše sporočilo, ali smo tam, kjer smo bili pred leti? Mislim, za zdajšnjo politiko, z aktualno, najnovejšo, ne moram nič še reči, ker jih še ne poznam. V zadnjih 19 letih sistematičnega angažmaja osebnega, lahko rečem, da sem bil 7-krat razočaran, ker smo na istem, kot smo bili leta 2008. Absolutno nič se ni prav naredilo. Ampak, po drugi strani jaz tudi vedno pravim, da so subvencije za startupe škodljive in strupene in da jih ne bi smeli biti in pol so ljudje nesrečni. Zdaj sva v resnici zašla v eno hudo rano, ki je ne bova v tem trenutku rešila, ampak se mi zdi pa vredno, da jo znova in znova odpiramo in v resnici se ustrašim, ko že 20 let ponavljam iste pojme, iste konotacije, besedne zveze. Upam, da se bomo premaknili in želim tehnološkemu forumu in vsem vam, ki se borite za to, res uspešno gverilsko pot. Partizansko. Ja. Zdaj pa knjige, Boštjan Špetič. Torej, lahko si izbral po exitu marsikatero smer svojega življenja. Predstavljam si nekoliko, bi rekla, hollywoodsko, da celo bi si lahko izbral, da do konca svojega življenja si v nekem swimming poolu z koktejlom in gledaš ptice, kako letajo nad tabo. Pa ne, si šel v panogo, ki je izzivalna. Meni zelo ljuba in to je založništvo. V tem trenutku, kako se počutiš v založništvu? Imam 1,5 leta staro založbo, kar pomeni, da sem na polovici prve faze startupa.
Tako da ambivalentno je ta odgovor. Ful je exciting, ful je zanimivo, ful je novo. Odkot ideja? Si strasten bralec ali vidiš kot vizionar, lahko ti rečem vizionar, neko prihodnost v tem, ki jo morda v tem trenutku marsikdo akcent na to ne vidi? Mislim, razlogov je več. Eden od njih je to, da sem zadnjih 19 let premalo bral in bi rad več bral. In to je način, kako samega sebe prisiliš. Ali pa si vzameš ta čas. Ne? Eno je to, da vsi ljudje, ki delajo s knjigami, so grozno zanimivi. Medtem ko v preostalem svetu, recimo, da manj neke domišljije prisotne. No? To mi je všeč. Mislim pa tudi, da je objektivna priložnost, čist podjetniška, zato ker umetna inteligenca kot tehnologija prinaša neverjetne možnosti. In sem prepričan, da jih mislim, da sem v zelo dobri situaciji, ker relativno dobro razumem, kaj tehnologija zmore, kaj se z njo da delati in česa se ne da delati. Ne? In da večina ljudi iz založništva nima tega luksuza. Tako da se mi zdi, da tam zagotovo bojo stvari, ki jih lahko naredimo bolje, hitreje ali ceneje v proizvodnji knjig. Ampak mi lahko iz tega konteksta tvojega zornega kota nove založniške dejavnosti razložiš to korelacijo med AI, med Artificial Intelligence in pa založništvom knjigami kot analognimi ali pa tudi digitalnimi. Kje so te stične točke? O čem govoriš, ko govoriš o AI-ju v založništvu? Knjiga je izjemno kompleksen produkt. V bistvu je tako, to me je v resnici presenetilo. Zdaj po letu in pol sem mislil, da je lažje narediti knjigo. V bistvu to ni tako, napišeš nekaj v Wordu pa sprintaš. Ne? Tam je ogromno koraka, ogromno strokovnjakov, ki mora sodelovati, zato da ti peko iz papirja dobiš, ki izgleda lepo, ki v bistvu predaja to veselje, ki so ga vsi te ljudje not vdahnili, bralcu. Ne? Sem napisala knjigo, vem, kako to je. Evo. In ta pot v tradicionalnem založništvu traja, ne vem, leto, dve. Ja. In to ni leto, dve, ki sedi na policiji, ampak dejansko nekdo nekaj dela na tukaj. Ja. Tako da, ko jaz rečem AI v založništvu, mislim AI na vseh procesih. V vseh fazah. V vseh fazah. Zdaj pa ne pomeni to, da bomo avtomatizirali proizvodno knjig. To pomeni, da bomo vzeli knjigo kot objekt, kot tisto konkretno priložnost, ono idejo, pa se vprašali, kaj pri tej knjigi lahko naredimo z AI-jem boljše ali pa hitrejše. Ali pa tako, da tudi v smislu urednikovanja ali lekture? Lektoriranje in prevajanje je zelo kontroverzna tema trenutno v AI-ju. Mislim, v založništvu z AI-jem. Ja, tam je veliko ljudi, ki se bo čutijo ogroženo in se jim ne da dopovedati, da pač bi morali že itak sami to uporabljati in biti boljši prevajalci, ker uporabljate AI. Ne? Aha, v smislu ogroženosti zaradi izgube delovnega mesta. Ja, ta strah bo zdaj še par let prisoten. Mislim, da ni realen. Mislim, da dobri prevajalci bojo absolutno plodno uporabljali AI. Slabi prevajalci so pa že zdaj slabi prevajalci. Tako da to ni kritika poklica, sploh ne. Tako da tam sigurno, ampak tudi pri zbiranju idej, recimo za kakšne bolj komercialne založbe, si čisto predstavljam, kako bi sprogramiral sistem, ki bi detektiral, kaj bi publika mogoče hotela brati, pa ne, ti da uredniku briefing. Si predstavljam. Torej na določeno temo, ki jo avtor prinese založniku, da bi zbiral big data, podatke, v katero smer naj to temo nekako zapelje, da bo eye-catchy, da bo privlačno branje. Recimo, ne, to, kar je uredniški briefing, drugače, ker pride tako malo iz navdiha, ne, se da nekoliko bolj podatkovno Ni to navdih uredniški, ne? Ne. Že kar natančno spremljamo analize, pa vemo, kaj so te, kako se jim reče, te besede, ki vedno žgejo, kako se jim že reče, Buzzwords. Buzzwords, ki
nekako pritegnejo bralce. Ne? To v nekih takih tudi klasičnih medijskih velikih hišah, kot je Delo, že kar natančno spremljamo. V časopisnih hišah, ja, knjižnih založbah. Še ne. Ne, zares. Knjižne založbe, kakor sem jih do zdaj spoznal, ne samo pri nas, se razumemo, tudi v New Yorku so knjižne založbe precej bolj taka butična, artisanal mentaliteta. No? Kar je super in absolutno je prostor za artisanal knjige v prihodnosti, po mojem bomo imeli razcvet, ampak mislim pa, da ker smo se tako fokusirali na samo ta najbolj bespoke produkt, smo v resnici ignorirali velikost trga. In je veliko ljudi, ki so se čutili zapuščeno in nehali kupovati knjige v slovenskih knjigarnah. Tako, ja, to je podjetniški uvid. Jaz mislim, da smo v zadnjih 20 letih z tem, kako smo delali s knjigo, odgnali bralce na Kindle, na Amazon, brati v angleščini, brati žanre, ki se ne prevajajo. Kupovati angleške knjige na letališčih, ker v slovenščini itak ne bo prevoda. Tako, jaz mislim, da je tukaj ful prostora, kjer ful enih segmentov trga, kjer se da z AI-jem si pomagati, da ga lahko sploh nazaj odpremo. To je tisto, kar me zanima. Vem pa ne, to je eksperimentalna založba, piše na websajtu, tako da vsaka stvar, ki jo delamo, vsak projekt je ene sorte eksperiment, kaj se da, kam se da odriniti ta stekleni strop. Ampak kot ljubiteljica knjig držim pesti, da uspe, namreč tisti zdaj že lepo razložil en zelo privlačen in verjetno tudi zelo učinkovit poslovni model, ki bo prinesel prav gotovo ne samo super izložbi, super založbi, lepe rezultate in tudi nam bralcem, ampak vseeno, pri nas smo poročali na Delu, da super založba, da je začela prevzemati kataloge in programe založb, kot so Modrijan, pa eBesede in Bird. Pa me zanima, zdaj sva govorila o tem poslovnem modelu, ampak kaj je tebi osebno privlačno? Avtor kot neka persona z neko domišljijo, z neko, to bi rekla, vnemo, da sporoči skozi to obliko javnosti, tisto, o čemer razmišlja, svet razlaga, ideje, zgodovina ali čista materialnost knjige. Kaj je tisti driving? Meni osebno, čisto intimno, je knjiga, je materialnost, je izdelek z mašnico. Jo še vedno bereš tudi sam v analogni, fizični obliki? Ja, jaz kar trpim, kadar moram to brati na bralniku ali pa na telefonu. Ni zabavno. Občutiš spremembo, ne? Kakšna razlika je, da jo ti kot človek, kot človeško bitje z vsemi čuti in čutili občutiš? Namreč meni, ko berem knjigo v fizični obliki, je to res ena taka sprostitev. En užitek, ki telo razbremeni, razelektri. Medtem ko, če berem na Kindlu, je stvar čisto drugačna. Ne vem, če znam razložiti, ampak se absolutno strinjam. Jaz mislim, da kad držiš tisto v roki, si nekako povezan s prazgodovino človeka. Narejeni smo za to, da zbiramo kamenčke. To, kad držiš to čarobno skalo v roki, ki sveti vate, ali pa Kindle se je podoben, je občutek precej bolj instanten. No? In enih ljudi to ne moti in jih pač potegne zgodba in je to. In je absolutno super za njih. In mislim, da je spet sodobni svet potrošništva je tako razslojen. Veš, včasih si imel ti onih 6 ciljnih publik in pač si točno vedel, za koga delaš in vsi so se enako obnašali. Zdaj pa nimaš tega. Veš, zdaj imaš ti audience of one. Ne? Zdaj moraš res razumeti vsakega posamičnega kupca posebej in za njega narediti. Zelo malo je vzorcev. Veš, tako da knjiga, zato moraš da imeti hardcover, pa softcover, pa e-knjigo, pa audio knjigo, pa moraš iti še na podcast, iste stvari povedati, pa ne, veš, drugače pa ne prideš več do cele publike. Ne, res je. Tako da, ja, pač, meni se to zdi super. Mislim, da treba to sedanjost pač embraceati. No? Ja, se strinjam. Zanimivo mi je tudi to, da si v zadnjem času drugi gost, s katerim govorim o startupu, kot je tudi tvoja super založba,
in govorimo ne o nekem deep tech, pa AI, pa neke digitalne, pa aplikacije, pa neke take zadeve, ki kar nekako se bolj skladajo z startupovsko maniro, ampak o enem fizičnem produktu. Pred časom smo objavili, ravno 14 dni nazaj v Supermoči, Jana Habata, ki se ukvarja z razvojem zobne ščetke. Yeah. Torej, ali bi rekla, prihaja nek nov val startupov, bi lahko tako ocenil? Kako vidiš to startupovsko novo ero? Ta razmah ali pa začetek razmaha hardware startupov, ki z istimi metodami delajo fizične stvari, se je začel takrat enkrat, ko se je Kickstarter izumil. Tam okoli 2012, mislim, da. In spet par Slovencev je bilo zelo zgodaj, zelo uspešnih tam. Ker se prvič omogočal dostop do kapitala pa do začetne publike na dovolj enostaven način, da si ti sploh lahko sanjal fizičen objekt. Res narediti fizičen objekt je res težko in drago. In zato se tam zato se tam niso ta prvi startupi mogli pojaviti. Ampak zdaj, pa imamo playbook, ki v bistvu ti olajša ta prvih par let raziskovanja podjetniške ideje, pa lahko več ljudi loti na isti način delati hardware, ker je že toliko manj tvegano. Hkrati je zdaj distribucija online tudi za fizične objekte ratela dovolj poceni, da spet je tisto malo lažje. Zdaj za računalniško podprto načrtovanje ali pa vodenje vseh procesov, ki jih rabiš za supply chain pa take stvari, ti spet malo pomaga. In jaz mislim, da informatizacija je z vseh strani toliko poenostavlja delo z fizičnimi objekti, da si lahko več ekip dovoli to sanjati. Sicer, Boštjan Špetič, kako ocenjuješ v tem trenutku Evropo? Ne? Ta geopolitična dinamika je v tem trenutku pač zanimiva. Bova korektna, ne? In mila. Ampak vseeno, to je tudi ena taka zimzelena zgodba, ne? V kakšni situaciji, kar zadeva dodane vrednosti, prebojnosti, opaženosti in seveda dobičkonosnosti je v tem trenutku in razvojnosti je Evropa. Ne? Pač različne študije kažejo, ne, da ustvarja neke globalne podjetniške vrednosti Evropa kot taka, ne? Ampak teh izhodnih vrednosti je pa bistveno manj. Tudi moj sogovornik, zanimiv tvegan kako se že reče, venture vlagatelj, ja. Saša Aleksandr Galicki, tak zanimiv lik zelo, ki pravi, da investira samo v tiste, ki resnično ne upoštevajo pravil iger, ne, da to je njemu driving, ampak on vseeno pravi, ne, da vedno se v Evropi začne tako imenovana tehnološka revolucija, ki pa jo Evropa ne spelje do konca in jo povzamejo takoj Američani, zdaj seveda Kitajci. Kako ti vidiš, zelo si vpet že 20 let v to kondicijo, v to atmosfero, kako v tem trenutku vidiš Evropo? Kamor je Slovenija vpeta, nesporno? Ja, nisem prepričan, kako interpretirati, ambivalentno. No. Definitivno je Evropa vedno bolj emancipirana okrog tega, da vzdržuje kvaliteto življenja. Mislim, da Slovenija še ekstremno. Res. In vsa konzervativnost, ki se zgodi pri nas in pri Evropski komisiji, je v resnici zato, da zaščitimo kvaliteto življenja, socialne države, varnost, te neke okolje, te neke vrednote. In ta kvaliteta življenja tudi pomeni, da veliko ljudi gre s trebuhom za kruhom v Kalifornijo in se potem, ko imajo otroke, vrne nazaj. In jaz mislim, da to mogoče se bo izkazalo, da je to čisto ok model, samo mislim pa, da ga še ne znamo zares uporabljati. Ceniti in uporabljati. Ja. Zelo lahko se je izseliti in zelo težko je priti nazaj. Klej bi se dal kaj narediti. Zelo težko je v resnici sodelovati nadaljavo. Zelo težko je imeti gostujočega profesorja iz
Amerike v Sloveniji, zato ker imamo po pravilih, mora biti v slovenščini predavanja. In kup je takih nepotrebnih točk trenja, ki ne bi škodile, bi pa okrepile to pozicijo. Tako da, to je ena taka. No. Jaz mislim, da je prav, da se vzdržuje kvaliteto življenja tukaj. Mislim, da to vsekakor vsi hočemo. In tudi nisem proti davkom. Mi smo tehnološki forum, pa taki čudni podjetniki, ki hočemo več davkov plačati. Sam zaradi tega, da pač se bo to vzdrževalo naprej. Problem je v tem, da pri nas se obdavčuje une stvari, ki zavirajo razvoj. Lahko bi se to drugače organizirali. Ampak so pa problemi, čisto realni problemi. To, da manjšanje, prostaranje prebivalstva, manjšanje prebivalstva, kako migracije vključi v družbo konstruktivno. Pri nas je nek tak konzervativen duh, povzroči odpore na različne načine. Kako to zrahljati, pa narediti družbo bolj odprto. To je po mojem cilj. Zdaj, čisto to, da se veliko presežkov ustvari v Ameriki in tam ostanijo, v praksi je že par let pravim, da bi morali pač dosledno obdavčiti korporacije za delež dobička, ki nastane na slovenskih uporabnikih ali pa na evropskih uporabnikih. Meta, ve se, koliko ima Meta uporabnikov tukaj, ve se, koliko ima dobička, pač en del je nastal tu v našem kiberprostoru, če hočeš. To je taka meta politika, ki bi se morali zmeniti na globalni ravni. Boštjan Špetič, pred 20 leti pionir na določenih področjih, nam prinašal, Slovencem, znanje, v resnici odpira nove svetove, potem pa ta napreden človek skozi čas govori o tem, da so neke stvari, ki so bile prej zanimive, morajo ostati zanimive. Torej, zveni kot, da si prehodil neko atraktivno pot in prišel do spoznanja, kot tisti ribič, ki mu nekdo svetuje, zakaj pa ne bi še ulovil še več riba, zakaj pa, da boš imel večji čoln, ja, in potem boš pa lahko nalovil še več riba, Skratka, in na koncu, kaj je poanta te zgodbe? Je zato, da boš na koncu lepo na stara leta v svojem čolnu lovil ribo za svoje kosilo. So tvoja spoznanja, tvoja pot, ta zelo močna cyber zgodba, danes pa se ukvarjaš z knjigo, zelo napredna miselnost, mladostniška, danes pa govoriš o konzervativizmu, zato da bi ohranili tisto kvaliteto, ki jo resnično lahko in moramo spoštovati. Je to odraz kilometrine, izkušenj, razmisleka? Danes bolj veš, kaj je prav in kaj narobe? Narobe razumem? Jaz mislim, da prav razumeš in si prav opisala in je vse res, ampak there's a but. Vse to se strinjam, ampak vse to je samo tolažba za to, da se pri nas ne da, da obstaja stekleni strop. To je racionalizacija. Pa tudi v Ameriki jih imaš, ni problem, ampak Elon Musk nima steklenega stropa. On lahko sanja karkoli in mu lahko uspe. Ker ima podporno okolje. Ker si je tudi naredil okolje. In on je pač tak, da za zabavo uporablja svoje sposobnosti za to, da še naprej akumulira in razvija nove stvari. In to je tudi treba spoštovati, ne glede na karakterje, ki so vpleteni. Jaz sem v nekem trenutku rekel, sem bil ambiciozen, sem bil radoveden, sem še vedno, ampak sem v nekem trenutku rekel, imam dovolj za to, da mi je vsak človek načeloma samo v socialni strukturi samo gre do naslednje štenkce, ker je že to dovolj. Tako da tukaj sem malo ujetnik v bistvu zgodovine. Zgodovine družbe ali družine? Mislim, tega našega okolja. Tukaj smo imeli srednji razred, vsi smo bili srednji razred in če prideš v višji srednji razred, si naredil napredek in we're good. Kaj bo z našimi otroci, ne vem. Ampak
To je ena sila, ki te malo ustavlja. No? Veš, če si v Ameriki, si pa hkrati druga sila je pa ta naše konzervativno okolje, ki je zelo sumničavo. In v bistvu nimaš dobre motivacije, nimaš niti ljudi, s katerimi ki bi bili inspiracija. Nimaš vzornikov tukaj. Zadnjič sem se z nekom pomembnim pogovarjal, ker je mislil, da pač zakaj bi hotel v Sloveniji imeti kakšnega milijarderja, saj sam škoda od tega. Tako, ne vem, pismo, po mojem, če imaš milijarderje ali pa vsaj enega v socialnem krogu, veš, obstaja naslednja štenkca, za katero lahko nekdo stremi. Ne zato, da bo akumuliral, ampak pa da bo to, niso nujno kapitalisti zlobni. Mi nismo kraljevina, zato naše punce ne razmišljajo o tem, da bi postale princese ali morda celo... Lahko rečeš. Veš, zanimivo. In smo zelo zgodaj zadovoljni in to je en stekleni strop, ki ti preprečuje, da bi še naprej delal, da bi sanjal o tem, da bo šel na Mars pač, ne? Razen, če se preseljaš v Ameriko. Jaz se mi zdi nič narobe s tem, se pa te spet treba zavedati in s tem delati. No? Meni se zdi, da recimo ta namen je s te programi Erasmus, izmenjave študentov blazno pomembni, ker odpirajo horizonte. Potem si najdeš un prostor v zgodovini, ki ti ustreza. No, in ker smo v podcastu Supermoč, pogosto, že recimo Warren Buffett je govoril, da je ta superpower v denarju, v teh zelenih bankovcih, ki jih je imel mit ali ne, resnica ali ne, ni važno, v svojem žepu, hlač, ampak vseeno ti je ta next level, ta naslednji korak ali stopnica v finančnem smislu, statusnem smislu prinesla neko novo energijo, neko novo superpower. Je v denarju superpower ali svoboda ali nova odgovornost, pritiski? Je neka svoboda iz tega, da ti ni treba razmišljati o tem. Ta življenje paycheck to paycheck je boljš kakor včasih, ker si šel od grma jagod do grma jagod. Definitivno je lažji, ampak ni dosti drugače v resnici. Je neka svoboda v tem, da veš, da bomo ok, v redu je. Lahko se pogovarjamo o tem, kaj bi počeli ta vikend. Lahko vsak ima svoje probleme, vsak svoje vajse, moje to, da včasih ne pozabim plačati parkirnino in je svoboda v tem, da pač ni konc sveta, če dobim listek. Za veliko ljudi pa je resen stresogen faktor. Veš, in vsi te stresi vsak dan se nabirajo. No? Tako da je neka svoboda v tem. Je svoboda. Veš, in tudi, če imaš milijardo za zapraviti, lahko razmišljaš o tem, da boš zapravil za to, da bomo naredili raketo, ki bo šla na Luno. Je drugače razmišljaš o idejah. Zato je fajn v družbi, če imamo različne ljudi z različnimi. Se ti pa ni pripetilo, da bi občutil nekakšno praznino, zato ker si vedel, da si lahko privoščiš skoraj da svoje sanje? Ne, pretiravam, ampak vendarle. Se tudi ti stekleni stropovi nam prinašajo tudi omejene sanje. Torej, mi dva imamo drugačne sanje, kot jih imajo verjetno v Ameriki, ne? Ja. Ne. Mislim, mi smo vsi vzgojeni zelo zdravorazumsko v srednjem razredu, kar se mi zdi ekstremno pomembno. Mislim, da folk se začne ta elita... Se tudi razblinjajo vrednote. Tako, če elita razvaja svoje otroke, tisti dobi čudne vrednote. In potem dobiš britanski imperij. Pri nas ni tega tveganja prav veliko. Tako da ne, jaz mislim, da je svoboda bistveno bolj za poudarjati tukaj, kakor pa negativnosti. Ko si omenil Elona Muska, pač on je eden izmed svetovnih prepoznavnih likov, ki dejansko ne samo razbija stropove, ampak prestopa meje in tako naprej. In tudi spreminja svet na vsezadnje, lahko rečemo upravičeno, ne? Ampak glede na vse stvari, ki prihajajo v naš vsakdan, pa če pogledamo samo take velikane, kot so Meta, naprimer Twitterji, torej TikTok in tako naprej, skratka, AI, roboti,
A se lahko danes že upravičeno vprašamo, ali so oni res, bi rekla, protagonisti pozitivnega napredka ali tudi škodujejo svetu? Da se razumemo, jaz nisem neki fan Muska, Okej, karkoli takega, ne. Je pa Ja, kot dober nek je primer za določene tako je. stvari. Noben ne ve, tudi oni sami ne vejo. In to tudi napišejo. Mi smo letos smo izdali knjigo o prihodnosti z umetno inteligenco, ki je zbirka esejev ljudi, ki so naredili umetno inteligenco in da delajo, ne, sprav, direktorja OpenAI, direktorja Antropika, direktor Mete, tako. Vsi te fantje, vsi so fantje. Nobeden, tako, če prebereš tistih 12 esejev, ki so zelo poljudni, ti rečeš po eni strani, wow, vse to bi se dal, vse to je možno, hudo, ne, bomo pozdravili raka s to tehnologijo, great, in wow, koliko nimajo pojma, kaj delajo. In oboje hkrati je res. In je treba biti čisto človeško previden in tako nikoli ni bilo tako pomembno, kot zdaj misliti svojo glavo in iti nazaj do virov in pogledati, kaj je bilo res rečeno in si ustvariti svoje mnenje. Nikoli, res, v naslednjih 4 letih se bo toliko stvari zgodilo, da... Kaj napoveduješ? Recimo, meni je všeč, bom tako zelo preprosta, ne, da bo konec ere influencerjev in da bodo spet v ospredje stopili zelo tehtni, pametni opinion makeri, mnenjski voditelji. Recimo, kaj pa ti napoveduješ? Zelo malo stvari bi si upal napovedovati. Jaz mislim, da so zdajle smo kot človeštvo v eni točki, ko so vse te stvari možne. In se moramo pogovarjati o teh možnih realnostih in o tem, kaj bi si kdo predstavljal ali pa želel. Zato, ker samo v tem dialogu v bistvu bomo usmerjali tok zgodovine. Zelo abstraktno, ampak jaz mislim, da je res nenapovedljivo praktično vse. Kar bi tako, kar jaz verjamem, je, da bo nek obrat v analogno, da bo v bistvu ljudje bomo več časa porabili v fizičnem svetu, če hočeš s fizičnimi knjigami. Tako je. Ali pa... In časopisi. In pogovori. Druženje. Jaz imam prijatelje v New Yorku, ki pravijo, da pač njihovi post-najstniki zdaj tako deklarativno si vzamejo 4 ure vsak dan, ko so brez naprav in si grejo družiti. Ja. In tako v bistvu so ozavestili problem, so najdeli, kaj jih zabava kot ljudi in so na nek način napredovali. Ne? To je ena sorta evolucija. Sigurno. Tako da jaz mislim, da tega obrata v analogno bo ziher več. Se s tabo absolutno strinjam. Recimo, ko berem Financial Times, kako je od nekega, bi rekla, tazga wow momenta, ne, metaverse, pa gamerji, pa tako naprej, ne, danes dobivajo lepe investicije, ti zagonska sredstva finančna, fantje, mladi entuzijasti, ki z rokami ustvarjajo figure za analogne namizne igre. Wow, ne, recimo, tako se mi zdi ena taka dobra ilustracija, kam ta svet zdravo gre. Kot da želimo neko protiutež, ne? V Sloveniji imamo enega računalničarja, ki ima paralelno kariero na Etsiju in v Ameriko prodaja doprstne kipe znanih ljudi, ki jih naredi izgled. No, recimo. Zanimivo, ne? Ja. Naredil biznis iz hobija, pa hkrati... Ja. Upam, da naj bo marsikdo slišal, seveda pa razvoj, do koder je prišel in bo šel še v razsežnosti, seveda je neustavljiv in je verjetno tudi zelo koristen, ne? Včasih se pohecam, da mogoče smo v tisti točki Woody Allenega filma Match Point, ne vem, če si ga gledal, ko se legendarno začne z teniško igro, čisto navadno pimplanje, ne? In potem se žogica za 100 sekund ustavi na mreži, zdi se kot večnost in ne veš, ali bo žogica padla na eno stran, ali na drugo, ali bo to za nas zmaga ali poraz, ne? Točno tam smo in to na vseh področjih naenkrat. Recimo, ljudje res... Slovenija je v redu, drugače, kar se tiče sentimenta do AI, ljudje so pozitivno nastrojeni, do AI v Ameriki niso, ampak ljudje vseeno ful podcenjujejo, koliko se spreminja svet. Recimo med
božičem in danes se je programiranje popolnoma spremenilo v svetu. Pač danes, v teh 3 mesecih, noben več ne programira kode na roke, tako kot smo včasih. Pač si pisal program, si ga probo, če dela, si nekaj popravil. Sam bojda, da te, ki delajo old school način, ne? Delajo bistveno manj napak kot te, ki prihajajo zdaj na trg. Forget it, to je to lažba. Okay. Oni, ki so dobri v tem, so tudi najbolj srečni ljudje v zgodovini, zato ker jim zdaj ni več treba pisati na roke. Res, ampak to se je zgodilo ta hip. In teh trenutkov se bo v naslednjih 4 letih zvrstil. Ne vem, zadnji mesec se mi zdi, da vsak dan vidim eno novico, pač slučajno eno novico o tem, kako so z CRISPR tehnologijo najdel molekulo, ki na prvi stopni medicinskih trialov v bistvu reši enega od rakov ali pa neki, ali pa holesterol, ali pa tako, enega od teh klasičnih problemov, ne? In kako jih dajo zdaj v drugo fazo. Nekaj se je zgodilo, ker prej take frekvence ni bilo, pa tudi CRISPR tehnologija je šele zdaj dozorela po epidemiji. Ne? Hočeš reči, da to, kar se jaz leta že čudim, da vendarle bomo dobili zdravilo za raka? Vsega posebej, ja. Pač, mislim, veliko rakov je takih, za katere že vemo, kaj ga povzroča, ali pa kjer gen, ali pa kjer molekula. In zdaj znamo targetirano v bistvu narediti nekaj, kar izklopi un gen ali pa ono molekulo. In to se bo zgodilo v parih letih. Vse se bo zgodilo v naslednjih parih letih. Ena metafora v enem od teh esejev v tej knjigi je, da je AI je tako kot država Nobelovcev v podatkovnem centru. Ne, če vzameš ti 2 milijona Nobelovih nagrajencev in jih daš vse v en računalnik, to je ChatGPT. To, kaj bojo naredili? Lahko naredijo veliko dobrega, lahko naredijo veliko škode, ne? To je vedno problem pri človeštvu, ampak lahko naredijo veliko dobrega. Tako, ena poanta je, te stvari so tako dobre, da se je za njih vredno boriti. Moramo se ukvarjati s tem, moramo si predstavljati, kaj pričakujemo od AI in se ukvarjati s tem, kako bomo to omogočili. Boštjan Špetič, potem lahko rečeva, da držimo pesti, da pade žogica na našo stran? Pravzaprav ne, da pade na nasprotnikovo stran, zato da mi dobimo piko v tem trenutku zgodovine. Za konec mogoče še to, bi se strinjal, da je normalnost, kaj smatramo pod normalnost? Človeški pogovor, eno prijetno sprehajanje po gozdu v stiku z naravo, ukvarjanje z otroki in slišanje, ta posluh, ne, posluh do otroškega smeha, igre in tako naprej, bi lahko rekel, da je normalnost nova disrupcija, ki bo zmagala? Ja, jaz mislim, da je to lepo povedano v resnici. Ja. Realnost v bistvu, ne? Katero knjigo priporočaš našim poslušalcem in gledalcem? Katero ima zdaj recimo na nočni omarici? Jaz letos vsem priporočam, imam en kup knjig delen za prebrati, ampak res priporočam to zbirko esejev, UI Insideri. Povej še dve, povej. Poletje je dolgo, radi beremo. Ravno danes, by the way, imamo launch 2 poletnih branj. Eno ima naslov Svoboda 1980 in drugo ima naslov Bogu iza nogu, ki se obe dogajata leta 1980 in govorita o odraščanju v tistih časih. Ste tako fajn nostalgično branje. Ampak povej, to je, vem, da se ta launch dogaja v našem lokalu, ki ga imamo vsi zelo radi, Dobri vili. Prišlo je do naključja, 2 avtorja, podobna tema, kot ena refleksija ali nostalgija, celo rečemo, ne? In sta se v nekem trenutku združila v isti temi, enaki temi. Oba dva sta imela že napisana teksta, eden se dogaja januarja, eden pa julija. 1980, tako noro. Mogoče rojena Usoda. sem 1980. Titovo leto, ne? To je leto, ko je umrl Tito, skratka, to je že long time ago, ampak kaj se ti zdi, da se v tej generaciji že pojavljajo spomini, nostalgija, namreč spomini, modri ljudje pravijo, so nekaj, kar moramo doživeti v res tretjem življenjskem obdobju. Mi se pa že zdaj spominjamo, wow, kaj to pove o naši sedanjosti in realnosti.
Mislim, da živimo v enem takem zelo posebnem času, no, ker jaz sem letnik 83, jaz se še vedno zelo dobro spomnim prejšnjega sistema in se zelo dobro spomnim tranzicije z vsemi problemi. In potem se zelo dobro spomnim zadnjih 19 let in zdaj AI obdobje. To so zelo različne faze. In družba se spremenja. Ampak to je vse sploščeno v eno realnost. To so vse različni. Ljudje, ki smo doživeli pred tranzicijo in sodobno Evropo, smo videli isto družbo v treh zelo različnih formacijah. In v bistvu razumeš, toliko širše razumeš človeka in družbo. Tako da ne vem, če je to nostalgija. Jaz mislim, da je samo, takrat je bilo drugače, pa bilo je zanimivo, drugačen model delovanja, druge stvari so bile zabavne. Meni se je to tako za vsakogar v resnici. Simbolično bomo praznovali dan mladosti, na katerega še marsikdo pozablja. Boštjan Špetič, srečno v tej novi tvoji lepi, romantični, analogni, pa tudi seveda v kombinaciji z artificial intelligence panogi in vse dobro tudi na tvoji osebni poti. Hvala lepa.